Lepo pozdravljeni, najce moje ime, gledate TV3, kviz Poberi v mestu. Na ljubljanski tržnici sredi dežja smo se znašli, bomo vseeno poskusili loviti, pa ne ribo, ampak kakšnega, ki bi z nami igral. Pridite, pomagajte nam, držite pesti za malimi ekrani, morda nam skupaj uspe. Zdravo. Ne, si ziher? Ja, ziher, naj hitim, res čaka me. Čau. Dobar dan. Sorry? Sorry, excuse me. Enjoy. Dobar dan. Nimam časa. Nimate časa? Lep dan, vseeno. Nima časa, gospod. Ljudje so zaposleni, dežujejo, vsi hitijo domov. Današnja oddaja bo sestavljena iz nima časa ali pa hello. To pomeni, če ljudje rečejo hello, potem so tujci, ne? Če pa rečejo nima časa, pa so rekli ne. Dobar dan. Zdravo. En kviz snemamo, kratek. Kaj ste se odpravili? Aha, sorry. Sorry. Enjoy. Bye. Dobar dan. Zdravo. Zdravo. Najce moje ime, koliko si star, te lahko malo zmotim? 18. 18, odlično. Kviz snemamo, poberi v mesto 7 vprašanj za 40 €. Če imaš 5 minut časa... Ne. Ha? Zakaj ne? Lahko sedem. Imaš vsaka čast. Kako si rekel, da ti ime? Jan. Jan, Nejc, me veseli. Ok, čakaj. Super, z Janom se bova skrila pod streho. Ok. Ja, in začnemo. Ok. Super. Z Janom sva se srečala na ulicah Ljubljane, mislim, v bistvu bolj na deževni tržnici, ne? Jan, pozdravljen. Živo. Kako si? Super. Super, odlično. Si dijak, si dejal, a ne? Ja, Zdaj pa, da te malce predstavlja, preden te vprašam, teh 7 vprašanj. S čim se ukvarjaš? Z glasbo, poslušam glasbo, rad delam glasbo, pa igram. Rad igraš glasbo. Sem te vprašal že prej, ko gledalci niso mogli slišati, če si slučajno konzervatorijo za glasbo, si rekel ne. Ne, nisem več. Ampak... Sem opravil en letnik jazz klavirja, zdaj pa nisem več. Zakon. Ja. Ampak nekaj imaš v Nekaj plani. še vem, ja. Ne? Ja. Rekel si, da v bistvu delaš projekt. Ja, za Waldorfsko šolo Ljubljana, kjer imaš en let časa, da narediš projekt, izbereš sam, kaj boš naredil. In jaz sem se izbral, da bom naredil studijski album. Studijski album. Ja. Z svojimi pesmimi? Da. Odlično, tako da bomo lahko poslušali. Zdaj smo ti naredila malce reklame. Ja, super. Zdaj pa gremo za res 7 vprašanj. Eno lahko zamenjaš in na enega lahko pokličeš pomoč. Ok. Super. Prvo vprašanje, si pripravljen? Ja. Ste pripravljeni? Ja, ste, super. S kom je Steve Wozniak ustanovil podjetje Apple? Z Steve Jobsom. Prepričan? Da. Zadnji odgovor. Ja. Steve Jobs je tudi pravilen odgovor. Veš slučajno, da kdaj je bil izvršni direktor podjetja? Ne, čisto točno. Vem, da so ga v mestu stranili enkrat, pa je prišel pol nekaj nazaj. Ne vem, čisto točno. Ok, do leta 2011 je bil. Leta 1976 pa je že podjetje bilo ustanovljeno. Tako, odlično. Pri drugem vprašanju sva matematika ti Pa bi mogli biti. gre. Odlično. Drugo vprašanje, torej, kako matematično rečemo premicama, ki obe ležita v isti ravnini in nimata nobene skupne točke? Usporednice. Odgovor je pravilen. Okay. Nimam sploh pod vprašanja. Tako si izstrelil, da vidim, da ti je res šlo.
Smo že pri tretjem vprašanju. Zdaj, ne vem, kako imam včasih, veš, so vprašanja zelo raznolika, včasih pa zelo enolična in tebi se vidi, da si gimnazijec, nam pa se vidi, da smo imeli srečo za vprašanje. Torej, sedaj pa smo na področju slovenščine. Pripravljen? Književnost? Ja, ne veva. Dobro. Kateri izmed junakov, torej Julije in Romea, je pripadal družini Montek? Eden izmed njih se torej tako piše. A veš slučajno potem, če je to zdaj ugibanje ali si prepričan? Ja, jaz bolj ugibam, no. Okay. Veš, kako se je druga družina imenovala? Ne, ampak če bi rekel, bi vedel. Nekaj smo... Prav, torej tvoj odgovor na to vprašanje je Romeo. Romeo je pravilen odgovor, čestitam. Družina Capulet je pa družina Julije. Prav, midva sva že pri četrtem vprašanju, ki se pa tiče geografije in sicer, malce geografije, v katerem mestu se nahaja najvišja stavba na svetu? Zdaj bi rekel, da je Dubaj zdaj na novo, no. Dubaj bi rekel jaz, da je. Kje pa še veš, da so visoke stavbe? Zdaj New York ni več, mi zdi, ne vem, če še. Pol v Kataru, tam tudi ne vem, če je kaj več. Najvišja stavba. Jaz bi rekel, da je Dubaj, ne vem. Ok, spet sva se vrnila k Dubaju, torej tvoj zadnji odgovor. Ajde, Dubaj. Dubaj je pravilen odgovor, čestitam. Več kot 800 metrov je visok in sicer leta 2004 so začeli graditi Burj Khalifa, tako da sva izobražena. Sedaj pa se premikala k naslednjemu vprašanju, ki se pa tiče športa. Prav? In sicer in zgodovine. Ja, tako. Ne vem, če bo ti tako, spremljaš kaj formulo? Ne zelo veliko. Ne zelo veliko. Skoraj nič. Aha, skoraj nič. To je precej drugo. Vi lahko formulo spremljate na TV3 vsako nedeljo. Tudi ti, Jan, zdaj boš morda pogledal. Jaz upam, da ti bo vprašanje šlo. Malce nama grmi v ozadju, ampak jaz mislim, da nam to ne bo zmedlo. Peto vprašanje. Napoved vprašanja. Med katerim italijanskim in nemškim moštvom spremljamo konstruktorski boj za zmago v sezoni Formule 1 2018. Oprosti, ni italijanski. Torej, italijansko in nemško moštvo. Ferrari, Mercedes. Nas zanima. Ferrari, Mercedes. Zadnji odgovor. Ja. Veš to? Pač Ferrari, Mercedes, italijanski Mercedes je pa nemški, ne? Ja. In pa ker vem, da sta kot dosti konferenci, bi rekel, da je Ferrari, Mercedes, no? Ferrari, Mercedes. Jan ima osterum in srečo in odgovor je pravilen. Čestitam, tega nisem jaz rekel. To si rekel ti. Odlično, čestitam. Sva že pri šestem vprašanju. Se kaj zanimaš drugače za te drage avtomobile? Niti ne. Bolj hitre, bom tako vprašal. Če bi mogel kupiti, bi kupil električen avto? Po mojem bi kupil kakšnega Forda. To sva zdaj že zašla v neko reklamno področje, to bova pustila. Super. Sedaj smo zopet pri slovenščini, prav? In sicer, koliko presledkov je v zapisu številke 600 600 z besedo? Prije. 16 600? 1000? Ne, 2. 600 presledek, 1000 presledek, 600. Lahko poveš, kakva so pravila pri teh zapisovanjih? Samo malo. Ali bo to težje? Ja, se moram spomniti, če je skupaj, ali ne? Ja? 600 presledek. Ja, jaz bom rekel, so 2 presledka. 600 presledek, 1000 presledek, 600. Ok, zadnji odgovor. 600. Ja. Ja, super. Odgovor je pravilen, čestitam. Z lahkoto. In zdaj smo že pri zadnjem vprašanju. Jaz upam, da nam ne bo preveč zmedlo. Imaš rad reko? Ja, kar. Ja, veslaš? Ne, na morju ribe včasih rad lovim. Tukaj pri vas. Si iz Ljubljane sicer? Iz okolice Ljubljane. Iz okolice Ljubljane.
Okay. Ja, rabiš mi dovoljenje, tako da ne. Okay. Aha, ne, ker rabiš dovoljenje, super, Ja. no, tako je prav. Vprašanje se tiče enega izvira in sicer zanima me, pri zadnjem vprašanju Ja. smo, v kateri državi izvira reka Drava? To je kar zapleteno vprašanje, ja, ker je... Ja. Možeš imam menjave vprašanja, ne? Ali kaj? Je možno tudi Menjava? menjava Aj, vprašanja. mu teče lažje vprašanje. Ne vem. Približno enakega ranga bi jaz ocenil. Zdaj Okej. malce Janu pomagam, ker je Drava. nama šlo tako hitro, da do zdaj nisem rabil pomagati. Kaj pa bi rekel, če bi mogel zdaj reči, z katere države je Drava. reka Drava? Torej, od nas, kje teče Drava Vela, ne, v Ja. Sloveniji. Ampak jaz bi rekel, da je... Ne, super. No, jaz bi rekel, da je... Če bi tako mogel na hiter... Avstrija bi rekel, da je... Okay. Če bi rekel tako na hitro, torej jaz predlagam, da zamenjava vprašanja. Okay, ja. In med tole menjavo vprašanja si bomo mi privoščili kratke oglase, prav? Okej. Mi dva se vrneva, vprašanje bova zamenjala ali pa poiskala pomoč, to se imaš sedaj čas super. odločiti. Vi pa nas spremljajte še naprej, gledate TV3 kviz Poberi v mesto. Dobrodošli nazaj, gledate TV3 kviz Poberi v mestu z Janom, smo tukaj pod arkadami, skrila sva se pred dežjem in ti si se odločil, da boš pravil klic na vprašanje, v kateri državi izvira reka Drava. Zadnje vprašanje Okay. in izvoli. Okay. Koga boš poklical? Učiteljica geografije na šoli. Učiteljica geografije na šoli. Prav, držim pesti, da se javi. Dobar dan, gospa Jan Bogdinc tukaj. Mene pa samo zanima eno vprašanje. V kateri državi izvira reka Drava? Ok, najlepše vam hvala, gospa. Ok. Ok, hvala vam. Dio. Rekla je, da v Italiji. To je zdaj rekla med izven delovnega časa, a? Ja, zdaj ima počitnice, nam se ne zmotil, tako da po mojem mogo kaj častici. Ja, ja. Kako to, da imaš številke od učiteljice? Pa navadno, ker smo se zelo blizu z učitelji in Okej. se razumemo pač. In priden učenec Ja. zasluži, da mu učiteljica poda pravilen odgovor. Ja. Čestitam, Jan. Hvala. Zelo dobro si se odrezal. Tudi vidite, splača se imeti dobre odnose z učitelji. In ja, blizu kraja Toblah izvira v Italiji reka Drava. Jan, hvala, da si sodeloval z nami. Mi pa se vidimo kasneje. Sodelovanje v kvizu mi je bilo všeč, zanimivo, pa nekaj sem se novega naučil, kje izvira reka Drava, prej nisem vedel tega. In pa, ja, pa dolžen sem učiteljici sledoleti, ali pa nekaj, tako da hvala. Tako, iščemo tukaj v Ljubljani, skriti smo pred dežjem, ne vem, če slišite in vidite tole. Iščemo koga, ki bi igral z nami, prej smo imeli same turiste, zdaj pa ne vem, če bo kdo prišel ali ne. Tako da ja, čakamo skriti pod dežjem.
Malce smo že obupani tule po tem dežjem, ampak... Aha, dober dan, gospa, vas sem pa že prejle nekaj sreča. Res je. Kako to, da se Nekaj sem v službi pozabila, pa hitim nazaj. Ste si že premislili 7 vprašanj, kviz, poberi v mestu, zdaj, ko ste malce iz službe, tako ste se že spočili. Dobro, okej. Prav. Ja, ste pripravljeni, evo, povabim vas pod streho. Kako vam je ime? Maša. Maša, pozdravljeni, moje ime je Nejc. Me veseli. Me veseli. Samo trenutek si bova vzela z Mašo in začnemo z kvizom Poberi v mestu. Smo skriti pred dežjem in z menoj je Maša. Pozdravljeni, Maša. Zdravo, Žujo. V redu, super. V redu. Ujel sem vas, iz službe. Skoraj ste mi pobegnili iz službe. Tako, super. In zdaj je za vas 7 vprašanj. Aha. In če bo odgovor pravilen, ena lepa nagradica. V redu. V redu, ste pripravljeni. Super. Kaj drugače počnete? Trenutno se ukvarjam z gostinstvom, pa doma še malo popoldanski SP. Tako, odlično. No, super. Torej, polno zaposleni. Ja, tako rekoč. Prav. Za vas imam 7 vprašanj. Eno vprašanje lahko zamenjate in na enega lahko poiščeva pomoč, torej da nekdo drug odgovori. Prav? Če slučajno kaj ne bi šlo. Dobro. In smo že pri prvem vprašanju. Lahko se malce nasmihneva občasno našim gledalcem. Tako. Kakšna je moška enačica lepotnega naziva za dekle, ki ji pravimo mis? Mister. Mister. Zadnji odgovor. Ja. Tako, in tudi pravilen odgovor. Se spomnite kakšnega mistra Slovenije ali kaj takšnega v zadnjih letih? Jure Bradač, a ni bil tudi on mister? Ne vem. Dam vam prav, na tem področju veste več od mene. Smo že pri drugem vprašanju. Drugo vprašanje. Kateri državi pripada otok Elba? Elba je na Italiji. Elba je na Italiji, ste kdaj bili tam? Ne, žal ne. Ampak ste prepričani? Ja, to sem skoraj ziher. Tako, Elba je pravilen odgovor. Na njem živi 32.000 prebivalcev, tako malo za občutek. In midva se že pri tretjem vprašanju. Prav pobegnila pred dežjem, zdaj ne vem, če lahko gledalci vidijo, kako dežuje, ampak dobro, midva ste na suhem. Sem. Vse, super. Tretje vprašanje. Med katerima državama se prestopa na mejnem prehodu Sočerga? To je Sočerga, na Hrvaškem. Mislim, Sočerga, Slovenija, Hrvaška, ne? Zadnji odgovor? Ja. Ja, prav, skoraj sem vam že pokimal, ampak odgovor je bil tako prepričljivo podan. Tako da ja, odgovor je pravilen. Četrto vprašanje za vas se glasi takole. Katero avstralsko mesto gosti uvodno dirko sezone v Formuli 1, kot tudi Grand Slam turnir v tenisu? Torej oboje. In teniški Grand Slam in uvodno dirko. Zdaj, glede na to, da formulo spremljam precej redno, je to verjetno Avstralija, ste rekel. Tako je. Melbourne. Prepričani? Ja. Ja, recimo. Odgovor je pravilen. Drugo, največ tam je Sydneya, ne poznamo po tisti operi, Melbourne pa ravno po formuli, ki jo lahko spremljate tudi na naši televiziji, na TV3 ob nedeljah. Čestitam, odlično. Hvala lepa. Torej vi tudi ob nedeljah malce pogledate naš program, vidim. Tako. Že sva pri petem vprašanju. Spremljate šport drugače veliko? Košarko rada pogledam, pa kakšen fuzbal gledam, zdaj, ki je bilo prvenstvo. Aha. Pa tako, Ste navijali za naše sosede? Ja, dobro, ste. Tako, super. Jaz tudi. Kako sva prijazna. Tako. In sicer zanima me pa, vprašanje se glasi takole, za katero reprezentanco je igral nogometaš Wesley Sneijder? Torej za reprezentanco, sprašujem o nogometu. Mislite tako Real Madrid ali kaj, za državo? Državo. Ja, torej ne za kateri klub, ampak za katero reprezentanco. Če mogoče nisem Nizozemska, nisem prepričana, ampak a je? Ste prepričani? Ma rečemo Nizozemska. To je zadnji odgovor? Ja, kar bo. Kar bo. Ja, nimam kaj. Tako kot ste imeli srečo, da smo vas poklicali pod streho, ste imeli srečo tudi s tem odgovorom. Nizozemska je pravilen odgovor. Hvala. Očitno se je obrestovalo vse, da spremljate tudi nogometa, ne? In že sva pri šestem vprašanju. Računalništvo, tehnologija, to vam gre? Ne. Spremljate? Spremljam že, ampak da bi pa tako nekaj znala popraviti, pa to pa... Prav, ne bo treba popraviti, zanimalo nas bo samo sledeče. Šesto vprašanje je tole.
Gospod Mašo pa sprašujem, katera različica operacijskega sistema Windows je bila izdana po operacijskem sistemu XP in pred Windows 7? A med tema dvema? Torej, med tema dvema. XP pa Windows 7. Tle bi pa, kaj ste rekel, da vam od pomoči? Lahko zamenjava vprašanje, lahko pa pokličeva na pomoč. Bom jaz kar eno prijateljico poklicala, ki je v eni računalniški firmi. Aha, Mogoče bo pa ona mi vedela povedati. zmenjeno. Kako je ime prijatelja? Maja. Maja. Aha, Maja kličeva. Prav. Ja, živijo Maja, Maša tukaj. Ej, tlele sem ujela v Ljubljani na enem kvizu, prvič pred kamerami, in zdaj na eno vprašanje ne vem in imam možnost pomoči, da koga pokličem ali pa zamenjam, pa sem se na te spomnila. A imaš minutko? No, kar počakaj na liniji, sam da me Ja, Aha, še čakaj. enkrat vprašanje, torej 6. vprašanje, lepo A ja. pozdravite Majo. Ja, vas tlele ekipa te pozdravlja. Evo. Poslušaj, veš kakšno vprašanje? Katera različica je bila med tem operacijskimi sistemi računalniškimi, med XP pa Windows 7? Če mogoče veš, glede na to, da se ukvarjaš malo na tem področju. Ja, vmes, kaj je bilo? Kjer program je bil med tema dvema? Tam naš uporabljajo Maca. A je, pa si sigurna? No, evo, dobiš za drink, hvala ti. Ajde, fajn bodi, čau, čau, čau. Ja, zdaj, če je za verjet, Ja, je kar Maja bom rekla. verjela, je Maja rekla Vista. Prav, torej zadnji odgovor na vprašanje bi Sem že bil slišala, ampak Windows- ne vem. Windows Vista. Vista, torej zadnji Tako. odgovor. Tako. Zaupava Maji. Ja, Prav, zaupanje se je obrestovalo, no, odgovor evo. je pravilen. Dobiš za pijačo. Ja, Tako. super. Tako da, Maja, na zdravje, hvala za pomoč. In že sem pri zadnjem vprašanju, 7. vprašanje, ki vam bo prineslo, upam, da 40 evrov nagradice. Sicer ste rekli, da veliko delate, zdaj pa mogoče potem za kako več vrst kavice, ne? Ali Recimo, nekaj ja. takega. Tako. Prav. 7. vprašanje se glasi takole. Kateri valižanski pevec si umetniško ime deli z romanom Henryja Filginda? Tom... Še vedno lahko tudi zamenjava Ne, vprašanje? ne. Ne. Tom... Katis bo pa še težji, po moje. Ni Tako da- težje, to pa lahko, Ne. to pa vam lahko pomaga. Ko pri Tom- Tom Jones. A je Tom John... Tom John, Tom Jones. Čakajte, da še vas jaz enkrat vprašam. A je kaj ste- Tom John, Tom Jones. Ja, odgovor je, A je? odgovor je pravilen. Okej, Torej, zadnji odgovor je torej Tom Jones. Tom Jones. To je tudi pravilen odgovor. Maša, čestitam. Hvala Odlično lepa. ste se odrezali. Hvala. Malce smo vam zdaj na koncu pomagali, ampak Ja. nič preveč resnega. Naj dež prežene na smeh, ali kako rečejo. Ne bo ga pregnal. Prosim, Ne bo ga na smeha pregnal, ne? Aha, naj dež ne prežene na Tako, smeha. tako. Prav. Hvala vam, da ste bili z Ja, nami. hvala tudi vam. Lep dan vam želim. Zanimiv izziv, tako da. Mi pa pogledajmo samo Hvala. še izjavo gospe Maše, pa da vidimo, kako se je imela. Ja, hvala za povabilo v tale kviz. Moram priznati, da sem imela malo treme, no, lih na poti iz službe, tako da je bil kar en šok, no. Ko sem vas srečala, ki me še v življenju ni noben ustavil. Tako da, ja, mislim, da sem to tremo delno zgubila in v bodoče se priporočam. Hvala lepa.
Zdravo. Dober dan. Imate minutko? Ok. Ja, ok, super. Mi se igramo en kviz, 7 vprašanj postavljamo. Ne. Ful so taka lahka vprašanja, splošna izobrazba, nagrada je 40 €. Vem, da te to ne bo prepričalo, ampak lahko malo, da preveriš splošno izobrazbo svojo. Ha? Pa tam je kolegica se skrila, ziher pripravljena, da bo pomagala. Seveda. Ja? No, ja, nimam kaj. Ha? Okay, v redu. Tako smo te obkolili. Zdaj, moje ime je Nejc. Aha, živijo Nina. Nina ti je ime, pozdravljena. Torej, boš sodelovala? Super, ja? Ja? Ne. Ja. Ne, no. Prej je že rekla ja, je rekla ja. Ja, rekla No, je ja. prav, ajde, dajmo Tako, hitro, Nina zmenim. bo z nami sodelovala. Postavimo se, smo že nazaj. Z Nino sva se ujela, oziroma mi smo bolj ujeli tebe, a ne? Tvoja kolegica je kar pobegnila. Res je. Ja, in odgovorila boš na teh nekaj vprašanj. Mala malica, upava. Ja, seveda. Ja. Sicer, odkot prihajaš? Iz Cerknice. Iz Cerknice? Ja. Prav, s čim se kaj ukvarjaš v življenju? Zaposlena sem kot komercialna referentka. Berem knjige, tečem. Jezero je? Jezero je? Jezero je, red, jezera nej. Ne. Ja. Nisem Cerkničanka, zdaj skoraj je? ni tako da. Aha, Zdaj ga je bolj malo, Bo malo. tako da Dobro. hodimo po žiralniku. Hodimo po jezeru. Prav. 7 vprašanj ti postavim, eno lahko zamenjaš, na drugega lahko pokličeš na pomoč. In to so vsa pravila. Pripravljena? Okay. Tako, prvo vprašanje. Kateri ocean se nahaja ob vzhodni obali Združenih držav Amerike? Vzhodni Tihi ocean. Ne, vem. Atlantski. V redu Torej, je. zadnji odgovor bo Ne, kakšen? ne vem. Atlantski ocean. To je zadnji odgovor. Ja? Ja. Tam imamo tvojo kolegico, prosila, se malce umakne. Super, Atlantski ocean je pravilen odgovor. Na zahodni obali je pa Tihi Tihi, ocean. ja, Super, to seveda. bi vedela, ne? Si bila kdaj tam? Ja, ne. Ne, boš šla? Ja, bova šla midva skupaj. Super, zmenjeno. Zdaj boš ti vse odgovorila pravilno, dobivaš 40 € in Okay, v redu. super. Drugo vprašanje. Kateri duet predstavlja ta Luka Šulić in Stjepan Hauser? Tučelos. Tučelos. Ja, si prepričana? Ja, seveda. Prav, odgovor je pravilen. Hvala. Veš, kako sta zaslovela? Priredbe znanih skladb, instrumentalno. Tako, dajala ste jih na YouTube. Aha, Smooth Criminal je bila prva. Odlično, si se odrezala in že sva pri tretjem vprašanju pripravljena. seveda. Se kdaj zavrtita na tvoji playlisti? Nikoli. Nikoli. Vseeno pa poznaš. Prav. Smo pri tretjem vprašanju. Katero mesto po olimpijskih igrah leta 2014 gosti tudi dirko Formule 1? Sočje, ampak ni Soče, Sočje. ni pravilen odgovor. Ja. Olimpijske igre 2014 Ja, v Rusiji. ja, Ja, ja. nekaj boljše? Soči. Z lahkoto. Ne bi smela gledati, ja, pa bi vedela. No, Soče je prav. pravilen odgovor. Smo že pri četrtem vprašanju. Četrto vprašanje se glasi takole. Nina, pripravljena? Ok. Ok, to pomeni, Ok, da si pripravljena. seveda. Super. Kateri košarkar je hkrati tudi avtor reperskega albuma Shaq Diesel? Shaquille O'Neal. Prepričana? Ne, ampak to je moj zadnji odgovor. Prav, odgovor je pravilen. Čestitam, odlično si se znašla. Hvala, Ne vem, hvala. kako ti je to uspelo, ampak smo že pri petem vprašanju. In sicer, zdaj, kaj lahko jaz stopim bolj tja, da zakrijem tole, kolegica? Se gledam Šala. samo tebe, si bolj lušen. tako da. Hvala, no to pa si štejem čas. Ja. Zdaj bomo se še midva malce gledala, vi lahko med tem pogledate oglase in že čez nekaj trenutkov smo nazaj na TV3 Kviz Poberi mesto.
Pozdravljeni nazaj, z Nino se ne mučiva preveč, smo že pri 5. vprašanju kviza Poberi v mestu, gledate TV3. Nina, si v redu? Super. Super, odlično, smo pri 5. vprašanju. Ok. To je tvoja zelo priljubljena beseda? Seveda. Ok. 5. vprašanje se glasi takole. Kdo je avtor pripovedk, katerih glavni junak je Kekec? A lahko to vprašanje zamenjam? Vprašanje lahko zamenjaš, lahko pa pokličeš na pomoč. Ne bi, hvala. Ne bi klicala na pomoč, torej bova To vprašanje noben ne bo vedel. zamenjala. Odgovor, ki je pravilen, je Josip van Dot, prav? Ja, Ok. 5. vprašanje, če ga zamenjava, se glasi takole. Kako se imenuje proces spreminjanja plina v tekočino? Si že kdaj spala v šotoru, recimo? Ne, Dihala? ne vem. Tuširala si se? Kdaj že? Kdaj pa kdaj? Upam, ja, se mi zdi, no. Ne vem, utekočinjenje. Še kako drugače bi lahko rekli spreminjanju agregatnega stanja? Kondenzacija. Utekočinjenje ali kondenzacija. Zadnji odgovor. Ja. Odgovor je pravilen. Obe besedi si mi postregla, ne morem oporekati. Sva pri 6. vprašanju. 6. vprašanje se glasi takole. Nina, samo zate. Katera tenisačica je bila žrtev napada z nožem strani neuravnoteženega navijača? Bo šlo tole? Ja, Mogoče se- Marija Šarapova. Se vem, da ni. Veš, da ni ali misliš, da je? Ne. Ne Ne. mislim, da je. Torej ne misliš, da je. Ne. Poznam še Ano Kurnikovo in potem se In konča. tudi misliš, da je? Ali misliš, Ne, da- ni to. Ni. Prav. Kaj bova naredila? Poiskala bova pomoč, sklepam. Tako, sva pri tem, da pokličeva na pomoč. Koga bova poklicala? Bom poklicala mojo prijateljico Mašo. To prijateljico Mašo. Ja. Ok, izvoli, lahko V redu. pokličeš. Okay. Katera tenisačica je bila žrtev napada z nožem strani neuravnovešenega navijača, nas zanima. Nina kliče na pomoč. Maša je tenisačica? Ne? Prav. Oj, živijo. Ej, veš kaj, jaz sem tukaj na nagradnem kvizu, pa me zanima, če mi lahko pomagaš z enim vprašanjem, ki ga ne vem. In sicer ena tenisačica iz Novega Sada, ki je v karieri zadela, zmagala na 8 Grand Slamih in jo je neuravnovešen navijač zabodel z nožem. Mogoče ti svita. Monika Seleš. Aha, a je to tvoj zadnji odgovor? Aha, ok, v redu. Ok, se slišva, čau. Monika Seleš. Čeprav pada dež, jaz moram tudi tebe vprašati, ali je to tvoj zadnji odgovor? Ja, Ja, samo tega imam. Ja, samo tega imaš. Ta je moj zadnji odgovor. In ta je pravilen. Monika Seleš je pravilen odgovor. Čestitam Nina in Hvala. čestita potem prijateljici. Bom Boš jo mogla povabila na peljati. sladoled. Ja, na sladoled. Prav. In sva že pri zadnjem vprašanju. Ja. Pri 7. vprašanju glasi se takole. Kaj je bil kontraband, ki sta ga leta 1984 ustvarila Žiga Turk in Matevž Kmet? Kako se še drugače reče? To zdaj ti mene sprašuješ? Ne vem. Drugače se je ta, potreboval si še eno stvar, ki se je imenovala ZX Spectrum takrat. Video igra. Igraš kaj igrice? Včasih sem jih igrala. Aha, sedaj jih ne igraš Zdaj več. jih ne igram več. To bi bil tvoj zadnji odgovor. Edini, zadnji. Ja. Edini zadnji odgovor. Ja. Len, čestitam. Vidi se, da si igrala, ali kako naj rečem. Čeprav se sam te igre ne spomnim, ti verjetno tudi ne. Sem prava.
Si brala? Ja. Odlično. Dobro, da si brala. Berite tudi vi. Nina, čestitam ti. Hvala. Osvojila si našo nagrado. Super. In tudi vi jo lahko, če se boste kdaj sprehajali po kakšnem mestu, v kvizu Poberi mesto. Sodelovanje pri tej nagradni igri se mi zelo, zelo prijetno. Je zelo prijetna ekipa in priporočam, da se kdaj ustavite, če jih srečate na ulici. Kljub dežju smo, upam, da marsikomu med vami in nami polepšali dan. 7 vprašanj za 40 evrov smo postavljali. Nejc sem bil v vaši družbi. Kviz Poberi v mestu, gledate TV3 in gledajte nas še naprej. Poberite v mestu.